Dober večer, spoštovani gledalci, spoštovane gledalke. Četrtek je dan za narodno zabavno glasbo in nocoj je večer za oddajo Najviža. Narodno zabavno glasbo imam zelo rada in jo zelo spoštujem in danes vas prvič pozdravljam iz tega voditeljskega stolčka. Moram reči, da je občutek zelo dober in prepričana sem, da se bomo imeli lepo, tudi zato, ker imamo v studiu zelo dobro družbo. Z menoj so seveda člani zasedbe Naveza in tukaj zdajle ob meni pozdravljam Jureta in pa Iztoka. Dobrodošla, lepo pozdravljena. Dobro večer tudi tebi in pa vsem gledalcem in gledalkam. Kako se počutite v naši družbi? Super, kaj ne rečem. Super, rada se družimo, sproščeno se počutimo in smo zelo veseli, da si danes voditeljica. Se boljš počutimo v ženski družbi, kot pa v moški. Ja, hvala za tako lepo dobrodošlico. Sicer pa verjetno se strinjata z menoj tudi ob tem uvodnem nagovoru sem dejala, da glasba pravzaprav nam bo zagotovo pričarala na smeh in nam še dvignila razpoloženje. In sploh v teh resnih časih prav pride, ne, da se malo pozabavamo. Absolutno. Ja, definitivno. Pa tudi decembrski čas je zdaj, ne, in še toliko bolj, bom rekel, to vzdušje živi, no. Poleg tega še pa muzika pa seveda. In to je odlična kombinacija, ne? Ja, res je. Ansambel Naveza je res dobra naveza in to taka štajersko-koroška. Zdaj me pa zanima, kaj ste bolj, Štajerci ali Korošci? Ja. Mešano. A vidiš, da sem žalosten, zdaj čez masko se ne vidi dobro, ker Štajerci prevladujejo. Ampak vseeno je sedež ansambla na Koroškem. Jaz sem edini Korošc, imam pa 3 zelo fajn pjebe iz Štajerske in zaenkrat, moram reči, no ne zaenkrat, že dolgih 14 let ta naveza res funkcionira. Ja. Jure, da te potolažim, danes tukaj zdaj trenutno v studiu Koroška prevladuje. No, tudi to sem vesel. Ampak Štajerci in Korošci znamo se skupaj lepo imeti in znamo skupaj držati, tako da tukaj ni skrbi, ne? Ne, ni. Mislim, da smo... Ja, da Štajerci in Korošci res dobro sodelujemo in da se dobro zastopimo, ja, nasploh. Se strinjam popolnoma. In to bomo danes tudi dokazali, še v tej oddaji Najviža dodatno, ne? Tako. Zdajle bomo mi prisluhnili eni odlični skladbi Objem nosi naslov. V teh časih koronskih, ne, objem sploh ni več samoumeven. Besedilo v tej skladbi je pa tako lepo, v smislu, ne, kako je zastojn, kako je to diamant, kako pa vidva doživljata te čase, ko smo v maskah in se ne moremo kar tako objeti, ne? Jaz moram zapovedati. Ja, v bistvu, ja, malo smo prikrajšani zdaj s takimi stvarmi, ki so, bom rekel, nekaj časa nazaj še bile samoumevne, ne. Tako da je ta čas sigurno malo se zadeve spremenil, zato pa je še zdaj toliko bolj slajše, ne, in ko to doživimo oziroma ko to potem izkusimo. Znamo to bolj ceniti, ne? Ja, definitivno. Marsikatera stvar se je zdaj pokazala, da ni tako samoumevna oziroma da je ne smemo tako samoumevno se vzeti, no, tako da po eni strani pa smo se iz te slabe izkušnje nekaj dobrega naučili, ne, da cenimo stvari. V vsakem slabem pravijo je tudi nekaj dobrega. Res je. Zdajle si pa mi privoščimo to vašo polko z naslovom Objem in verjamem, da nam bo samo še dvignila dobro razpoloženje. Torej, privoščimo si Objem skupaj z ansamblom Naveza in zdajle ga pošiljamo tudi v vaše domove iz oddaje Najviža na tale četrtkov večer. Jaz pa vem za eno sladko dušno reč od takrat, ko sem majhen bil. Če sem solze točil, lica bil rdeč, sem od mame jo dobil. Ko sem bil še mulc in kaj bolelo je, mi ta reč pomagala je. Ko sem zrasel pa bolelo je srce, pomagalo je.
dobiš, lahko še 1000-krat naprej deliš. Objem je diamant, ki niti malo ne obradi se. Zato objel te bom in tudi ti objemi me. Vedno kak na zalogi je. Če si zaželi ga moja ljubica, pa dobi od mene 2. Objem ne stane nič, zato pa vedno dosegljiv je vsem. Objem, ki ga dobiš, lahko še 1000-krat naprej deliš. Objem je diamant, ki niti malo ne obradi se. Zato objel te bom in tudi ti objemi me. Objem je diamant, ki niti malo ne obradi se. Zato objel te bom in tudi ti objemi me. Tako, še vedno smo seveda v četrtkovi oddaji Najviža in z menoj odlična družba, člana zasedbe Naveza, še enkrat Jure in pa Iztok v naši današnji družbi. Tako lepo smo se tudi zdajle med tem komadom zaklepetali. Ansambel Naveza, sami mladi člani ste pravzaprav, ne, obstaja že od leta 2007 in imate pa bogate glasbene izkušnje, ne, kljub svoji mladosti pravzaprav. Ja, res je, čeprav prav mladi smo bili, rečemo 2007, no zdaj se že ne štejemo več med najmlajše, še vseeno. No, po srcu pa zagotovo, ne? Po srcu pa zagotovo, po energiji, tako. Ja, to je neka doba, ko je minila takole, bi lahko rekel. Takrat, ko smo začeli in ko so imeli ostali ansambli okrogle obletnice, 10, 15, 20 let, se nam je zdelo to, a vi ste stari na sceni že ne vem koliko leta, ne, ampak vidiš to, da res, če je dobra energija in muzika, res to mine čas takoj. Tako da smo veseli. In že 15 let, ne, boste počasi obeležili. Tako, drugo leto, aprila bo 15-letnica ansambla, tako da vsi vabljeni na koncert. Ampak vem pa, da za 10. obletnico, ne, ste pa naredili en tak res uspešen, velik koncert v športni dvorani v Slovenj Gradcu. Še danes ga pomnimo in zagotovo kakšni plani tudi za 15. ne, če bojo le časi to dopuščali. To je bolj vprašanje, ja. To je bolj vprašanje, tako, ja. Jaz upam, da bo, se tudi, če ne bo na 15. obletnico, pa bomo praznovali na 16. obletnico, 15 let bo glih tak dober namen. Vsekakor bomo to nekako praznovali, ampak res bomo počakali na boljše in bolj sproščene čase. Vas pa kar primem za besedo. Prav. Sicer pa, Jure, ti si vodja ansambla. Tako je. Iztok, kakšen vodja je Jure, je strok? Pa Jure, tak, vse veš, tak, ne vem. Je tudi na vajah tako nasmejan? Ja, seveda, mi se imamo ful fajn. Vse načeloma, ja, Jure je vodja kot, se pravi, za pogovore, za take, za stik z javnostjo, bomo rekli. Kar se pa tiče nas fantov na vajah, pa to pa v bistvu ni tega sploh občutka. Ker en prispeva, drug prispeva, tretji prispeva, nekako zberemo mnenja, se doreče stvari nekako na podlagi vseh štirih. No, nikoli ni prevladujoč eden, no. Tako da, v bistvu ni nekega občutka vodje, no. Je pa res, da fajn pa je včasih, da recimo en pa reče, če smo včasih čisto po pravici povedano, leni, pa dajmo nekaj narediti, no, dajmo fantje, dajmo tisto. Tako da tu pa mogoče res Jure ima tisto žilico,
bi rekel, žilico vodje, no, tako da malo včasih... Kar povej, da se prekinjem, da sem tudi včasih fejstečen, no. Pa saj smo vsi. Mislim, je on z naskokom, ampak dobro, saj smo vsi, no. To je verjetno tudi sloves vsakega šefa, ne, da mora znati kdaj tudi udariti po mizi in vajeti vzeti v svoje roke, ampak važno je, da ekipa dobro deluje, ne, in vsak prispeva svoj del. Tako. Res je, res. Sicer pa ansambel Naveza, ne, je znan tudi po tem, da sodelujete večkrat s kakšnimi glasbenimi prijatelji, recimo Maja Odrlap je ena tistih, pa za skupino Gadi vem, da ste tudi v preteklosti, ansamblom Vikend, čez kom verjetno. Ja, zdaj čisto na zadnje, pravzaprav jutri pride ven na vsa ta socialna omrežja nova pesem, novo sodelovanje z vražjimi muzikanti, ki jih tudi lepo pozdravljamo, če nas gledajo. V glavnem radi vsake toliko časa sodelujemo, sploh mogoče tako na koncertih, bom rekel. Ko imamo koncerte, takrat se trudimo, da naredimo z našimi glasbenimi prijatelji največ, kar se da, in to je nam res všeč, no. Mislim, da smo narodnjaki tak družabni in mogoče, kaj ne rečem. Ja, radi se povežemo, radi sodelujemo, radi ustvarjamo nekaj, kar mogoče danes ni vsak danje. Ker vsak, recimo, vemo, da je poplava ansamblu, vemo, da vsak načeloma že zna pesem neko izdati, ne, studijsko se posneti in tak. Bom pa rekel, teh sodelovanj pa to pa ni prav veliko, no. Sploh ne na tak način, no. Mi smo se zelo, bi rekel, spontano, ne, dobili, rekli, dajmo, pa bomo nekaj posneli, no, tako da jaz upam, da bojo poslušalci pa gledalci jutra tega veseli, oziroma da bojo to spremljali, oziroma si predvajali. Seveda smo zelo radovedni in komaj čakamo to presenečenje, torej 3. decembra bo premierno predstavljeno. Pa morda še potem na koncu enkrat spomnimo na to, ne, da bojo naši gledalci jutri polni pričakovanja. Tako, ja. Sicer pa vama je mogoče kako sodelovanje posebej se vtisnilo ali pa ostalo v spominu? Mogoče kakšna anekdota? Ja, tistih anekdot, bom rekel, takih, mislim, da smo se v 15 letih, zdaj kako dolgo smo skupaj, najbolj povezali in najlepše imeli v Kanadi. To je bilo nazaj 3 leta, ko smo bili na eni manjši turneji in takrat je bilo res lepo, no. Ne rečem, da smo se imeli zelo fajn. Si morate predstavljati, kako je. Če odvežeš 4 fante in jih spustiš v svet. Drugače pa, kar se tiče... Zna biti zelo zanimivo, po mojem. Kar se pa tiče glasbenih sodelovanj, pa meni osebno se je najbolj vtisnil v spomin, sploh, ker sem jih poslušal, recimo Lojzeta Slaka in Fante s Praprotna od malih nog, mogoče prav nastop na našem koncertu. To je bilo leta, ne vem katerega, ampak takrat sem imel to čas, da je žal že pokojni Franci takrat bil bolan, ni mogel član Fantov s Praprotna, ni mogel priti na nastop in sva se z Andrejem slišala in je rekel, da ne morajo priti, ker pač je njihov član bolan in niso kompletni, in sem jaz res prosil, ker zame je to bilo, da lahko stojim skupaj s takimi legendami na odru, največ posebna čast, tako. In so se res odzvali, prišli in sem lahko z njimi vsi, pravzaprav cel ansambl, jaz pa sem lahko stal med njimi, tako kot so oni to najbolj znali. Ko se izpolnijo otroške sanje, ne? Ja, to je bilo recimo največ, kar se tega tiče, no, da bo mi ostalo vedno v spominu lepo. Lepo, lepi spomini, ki jih verjetno beležita. Iz vsakega nastopa kakšen nov verjetno nastane. Če ste za to, predlagam ponovno en glasben predah. S čudovitim naslovom Valček bomo slišali Zame vedno boš lepa. Rok Švab je avtor, ne? Modrijan. In vsaka punca verjetno to rada sliši, da ji njen dragi pogosto to pove, ne? Premalo krat povemo kaj takšnega, po mojem, in smo pol dali to v pesem in smo svojim ženam, puncam rekli, da se naj to zavrtijo vsak dan enkrat, pa da ne rabimo pol se ponavljati doma. Zelo dobra taktika. Torej, drage gledalke, naj bo tole posebej za vas od ansambla Naveza. Zame vedno boš lepa. Še včeraj srečna sva bila, kot pravlična golobčka dva.
brez vseh skrbi sva skup posedala. A danes pa si žalostna, globoko v duši ranjena, a rad bi rekel ti, za vse oprosti mi. Zame vidno boš lepa kot prvi dni. Zame si kot nevesta zvečer v očeh. Zame vidno boš lepa tudi čez mnogo let. Zame si svetla zvezda, širni moj svet. Še včeraj najin mali dom obdan je bil z ljubeznijo, na vrtu 1000 rož cvetelo je lepo. A danes žalostna sediš, na klopci mi skrivaj jih tiš, a rad bi rekel ti, za vse oprosti mi. Zame vidno boš lepa kot prvi dni. Zame si kot nevesta zvečer v očeh. Zame vidno boš lepa tudi čez mnogo let. Zame si svetla zvezda, širni moj svet. Zame vidno boš lepa tudi čez mnogo let. Zame si svetla zvezda, širni moj svet. Zame si svetla zvezda, širni moj svet. Še vedno spremljate oddajo Najviža in v studiu je zelo dobro vzdušje skupaj s članoma zasedbe Naveza. Jure in Iztok sta še vedno moja najboljša družba. Eno vprašanje, ne? Že prej smo omenjali te nove čase, recimo temu tako, ki so malo bolj žalostni pa resni včasih. Pa me zanima, kako pa recimo vi zdaj manj nastopate, ne? Ni toliko koncertov, ni toliko nekih veselic in zabav, porok verjetno, tudi nekoliko manj. Družine, žene, partnerke, punce so pa verjetno vesele, ne? Ker ste več doma. Ja, ne povem, še kar težko smo se prevadili na to. Spoznali smo, da imamo fejži žene, punce. Glavnem, jaz upam, da se nikoli ne bomo navadili na to. Ampak ja, je pa res, da neke spremembe so nastale znotraj te korone, no. In po eni strani se pravim, vsaka plat ima dobro in slabo plat in kaj ne rečem, no, nekaj dobrega je tudi v tem, da smo lahko več z družinami, lahko sem več s svojimi otroki in seveda pa pogrešam nastope. A so bili to tudi časi, ne, predvsem lani, ko smo bili bolj po karantenah, pa zaprti, pa tako, ko ne vem, si doma morda tudi vajeti v kuhinji prevzel, pa kaj dobrega skuhal, pa mogoče na tak način tudi prispeval kaj v družinsko življenje. Isto povej ti kaj, no. Tipična gospodinjska, ženska opravila, recimo, je kdo kaj postoril doma v tem smislu? Pa jaz mislim, da smo vsi redno po malem. No, jaz priznam, da
Dobro, za sebe si že skuham, kaj pa teh malo jajčke gor, jajčke dol, drugače pa niti ne, jaz to kar prepustim svoji omi, ona to skuha pa se zrihta. Po Jure pa verjamem, on je pa taki kuha. Masterchef sem ga že 2-krat hotel prijaviti, pa ni hotel iti. Še vedno je vse odprto. Ja, se ga nagovarjamo, da bi zdaj šel mogoče na kako kmetijo spet, če bo nova, on ima to rad, on bi to znal vse postoriti tam, ne pa toti, vse veste, ne, eni so res se ne znajdejo. Odlično, zdaj vidim, da ste fantje v ansamblu Naveza, res taki vsestranski. Zdaj ne vem, ali je samo Jure tak, ali ste vsi taki? A lahko jaz nekaj? Da malo pretirava, sem hotel povedati. Kar se tiče gospodinjskih del, sem zelo švohen. Priznam, imam zelo pridno ženo, ki poskrbi za to. Jaz sem bolj tak, da, kaj ne rečem, doma imamo manjšo kmetijo, ne, in je tudi seveda zunaj, sploh poleti, nekaj dela in takih opravil. In kar se tiče zunaj, ni problem, znotraj hiše pa je žena gospodar. No, samo nože pa na brusi, ne, to je 90% upravljenega dela. Ja, to je pa res. Pa smo spet pri sodelovanju, ne, vsak svoj del in ko je potrebno, stopimo skupaj in so rezultati taki, kot morajo biti. Sicer pa kaj pa vaje ansambla, recimo, jih imate zdaj v živo, ali vi vaje več ne potrebujete, ker ste tako uigrani? Bog ne daj, vaje še vedno potrebujemo, imamo jih v živo v tem času, smo tudi previdni, kar se tiče te bolezni, no, tako da resno jemljamo to stvar, ampak vadimo, smo odgovorni, ampak imamo v živo, če se to da. Smo, če čisto odkrito priznam, smo malo iz forme, tako verjetno večina, manjka je nastope in prideš malo iz ritma, bom rekel, in zato, ko se bo vse skupaj začelo, sprostilo, tako kot je treba, tako kot je bilo, ne nekoč, bomo mogli kar pridni biti, da pridemo na tisti nivo. Pa pogrešate odre, jih fejst pogrešate zdaj, ko je tega manj? Seveda, nam manjkajo, ne, predvsem se mi zdi tisti stik z ljudmi, oziroma, pa tudi seveda v odrskem ozadju, ne, z drugimi ansambli, pa vse, če so kakšni koncerti, recimo, se radi podružimo, no, kakšno stvar izmenjamo, kakšne besede, in tako tudi velikrat kakšna sodelovanja nastanejo, ne. Tako da, ja, jaz mislim, da vsi kar pogrešamo te nastope, no. Definitivno. Tudi tisti, ki radi hodimo tja poslušati vašo glasbo, ne? Hvala. Seveda, tudi vi. V glavnem, draga moja gosta, če sta za to, bi zdaj poslali mi en pozdrav na Štajersko. Absolutno. In sicer bi moral biti danes, kot veste, z nami tudi gospod Ivo Mojzer, legenda v vseh pogledih, pa ga je žal bolezen premagala in nocoj ni mogel priti v oddajo in mu seveda pošiljamo prijazne pozdrave iz studia televizije VTV, vaše televizije Velenje in mu želimo čim prejšnje okrevanje. Zdajle pa predlagam, da morda spet en glasben predah naredimo, da bo tudi gospod Mojzer imel kaj od tega, ne? Preteklost je del mene, je naslednji videospot, ki ga bomo pogledali in uživali seveda v dobri glasbi v družbi ansambla Naveza. Pod žameno preprogo je cel kup tih reči, ki sva jih tja pometla, poskrila pred ljudmi. Pod najino je lipo, zdaj drugi par svetil. Kdo vi morda čez leta bo isto zaihtil. Pod najino je lipo, zdaj drugi par svetil. Kdo vi morda čez leta bo isto zaihtil. Preteklost je del mene, kot ti si del srca. Le upam, da zaklene mi ta del upanja. Preteklost je ostala, nič hudega naj bo, le naj ostane daleč, tako mi lažje bo.
nedeljo te ljubezni, najlep spomin letli, a več od tega nočem, preveč me še boli. Preteklost je del mene, kot ti si del srca, le upam, da zaklene mi ta del upanja. Preteklost je ostala, nič hudega naj bo, le naj ostane daleč, tako mi lažje bo. Preteklost je ostala, nič hudega naj bo, le naj ostane daleč, tako mi lažje bo. Ja, bo že držalo, da glasba ne pozna meja in vedno znova združuje. Tudi v oddaji Najvižja na tale četrtkov, pravzaprav tak zimski večer, ne? Na Koroškem je bila prava zimska idila, sta se tudi vidva peljala po snegu do Velenja. Ja, jaz sem se peljal iz Koroške do Velenja po snegu in naj povem kljub temu, da so to malo neprijetne zadeve na cestah in da sneg včasih ponagaja. Sploh tistim, ki imajo radi letni čas, pa letne gume. Ampak imamo mi ful... Ali imamo danes tukaj koga takega? Ne, nisem za to pokazal. Ne, on je zato na mene pokazal, ker jaz sem doma blizu Primorske, ne, jaz sem drugače čisto blizu morja. Tako me vse fantje zafrkavajo, ker sem iz Rogaške, ne, in to je že čisto za Hrvaško, ne, in to jaz sem že kar ob morju doma, ne. Tako da mi nimamo zimskih gum. Ne, drugače pa hotel sem reči, da imamo ful radi zimo. Mislim, da vsi fantje, vsi člani. Torej, raje zimo kot poletje. Jaz ja, Jure ne. Ne, tudi ja, itak. Zima ima en tak čar. Sicer je poletje fajn, a ne, tudi nisem za to, da bi zdaj bila zima skozi celo leto, a ne, mora biti 4-letni časi, tako kot je, a ne. Ampak zima se mi zdi, da je tak čas, ko se lahko malo spočiješ. In ko Jure ne švica na nastopih. Pa to je pa bomba. Zato on ima rad zimo, ker ga ni treba pol dvakrat mazati, ne. Ličiti pa to in ne švica. No, letos pa še posebej ne bo švical, ne, ker so taki čudni časi. Sicer pa, a se vama zdi, da ima ta december en tak poseben čar, ga imata rada? Ja, obožujem. Jaz imam zelo rad december. Ful imam rad te praznike, lučke in vse to, kar se... Je tak čaroben mesec, čaroben mesec, ja. Definitivno, ja. Kaj pa kakšna želja za Božička, sta mu že kaj napisala? Se bojim, jaz imam doma 3 otroke in niso preveč skromni, kar se tiče želja, in mislim, da Božiček bo na mene pozabil, ker ima z unim več opravka. Upamo, no, pa zdaj smo skromni, ampak vse veš, koliko so otroci pa to. Ja. Seveda, otroško pričakovanje z iskricami v očeh. Zdaj se bi pa malo dotaknila tudi preteklosti, ne. Leta 2016, resnejše teme, od Božička, ne, k najvalčku leta 2016, ko ste v bistvu dosegli na Vezovci največji festivalski uspeh. Zmagali ste namreč v konkurenci valčkov na najprestižnejšem festivalu narodno-zabavne glasbe Slovenska polka in valček. En čudovit valček, tak res tudi besedilo je tako ganljivo, ne. A so spomini še živi na tiste čase, no, na to zmago? Ja, absolutno. To bo nam zavedno ostalo v spominu. Vedno znova podoživljamo to včasih, ko imamo več časa, sploh tako zdaj, ne, pa se spomnimo na kakšne lepe trenutke. Je pa res, da ne moreš na teh lovorikah živeti in sloneti ves čas, treba je delati pridno naprej. To je res en tak prelomen trenutek v naši karieri, ampak treba je naprej delati. Se pa zelo radi spominjamo in tudi nam je ta valček zelo pri srcu. Torej, to še ni bil vrhunec kariere?
kariernega uspeha vašega ansambla, ampak delate naprej in ciljate še više. Kam više? Predvsem mogoče ne toliko na festivalskem področju, ampak radi bi mogoče še, čeprav bojo zdaj žene jezne, ampak še več nastopov, mogoče še kako potovanje, kam izven naših meja. Tako na tak način. Sploh bi radi pač ostali aktivni v svetu narodno-zabavne glasbe. To je naš cilj, no, dolgoročen. Da ne potonemo in da, tako sem že rekel prej, da ne slonimo gor na tistih skladbah, ki so stare že, ne vem, 5 ali pa 10 let. Da delamo na novo naprej. Lepo, torej gradite naprej in naprej. Še predno si bomo tale valček privoščili, bo nekaj bolj udarnega. Ko bova poročena, ja, se takrat res vse na glavo obrne? Imate kaj izkušenj s tem? Sama v tem ne morem soditi. Jure bo to vedel povedati, ne, spet. Jaz imam ta zlat obroč na prstu in naj povem, da nekih večjih sprememb ni bilo. Zdaj pač, če se kaj zgodi, ne bo vse na pol šlo, tako da si na slabšem. Pa tudi to ni problem, ko nimajo to kaj. Nima kaj takega za pobrati. Pa Bog ne daj, da do tega pride. Ne, jaz sem skozi govoril, da se bom poročil, tudi ona je iz take velike družine in nekaj damo na to in je nama bil to res en tak lep dogodek. Nismo se pa poročila zaradi enkratnega dogodka, tako kot je to zdaj popularno. Bom rekel, da je ogromno ločitev, veliko popraševanj, mogoče imamo celo več popraševanj za ločitve kot za poroke, ampak ne moramo, hočem reči, da je to taka in zadeva, ampak že sami vidimo včasih, ko igramo, tako kot ko imaš čas opazovati, da... En čudovit, romantičen dogodek za vse življenje. Ja, tako bi mogel biti. Naj bo tako in zdaj le še ena udarna polka, torej s prav tem naslovom, Ko bova poročena in ansambel Naveza. Se rada vidi vas prikupno deklico, lahko bi rekel, da sem čisto nor na njo. Že večkrat resno sem o tem premišljeval, da bi za vse življenje rad ob njej ostal. Izložbi gledal na skrivaj, sem prsta ne, da bi ga kupil, nisem se odločil še. Ker je baje medena vsaka ljubica, kot žena pa ti bit rada. Kaj pa ko bova poročena, včasih malo me zaskrbi, me bo komandirala in mi nadela vajeti. Kaj pa ko bova poročena, mi bo vzela prijatelje, ali pa kot upam jaz, še bolj kot prej ljubila me. Pa ko bova poročena, mi bo vzela prijatelje, ali pa kot upam jaz, še bolj kot prej ljubila me. Da sem bedak, ker sploh še dvomim, se zavem, ko pridem k njej in ko se stisne moj objem. Zakaj poslušam zagrenjeno vse ljudi, če meni glas srca drugače govori? Če jutri zjutraj prstan bom za njo izbral, in znak ljubezni in zvestobe ji ga dal. Če vse bo prav, za smehom bo prikimala in kmalu bova rekla da. Kaj pa ko bova poročena, včasih malo me zaskrbi, me bo komandirala in mi nadela vajeti. Kaj pa ko bova poročena, mi bo vzela prijatelje, ali pa kot upam jaz, še bolj kot prej ljubila me. Kaj pa ko bova poročena, mi bo vzela prijatelje, ali pa kot upam jaz, še bolj kot prej ljubila
ljubila me, ali pa kot upam jaz, še bolj kot prej ljubila me. Odlični ritmi, take vesele polke v družbi ansambla Naveza smo še vedno človeka kar peteza srbe, ko sliši tak ritem, ne? Ja, res je, jaz upam. Povejte mi, fanta, ste kdaj razmišljali v ansamblu, da bi recimo k sodelovanju povabili kako pevko? Vi ste v bistvu od vsega začetka taka 4-članska zasedba fantov. Ja, že dolgo nam je lepo in tudi želimo, da tako ostane. Ti povej, kaj bolj pametnega. Ne, mi smo razmišljali seveda, zakaj ne bi povabili, ne samo mogoče za eno pesem, za več pa ne. Ženskami so same težave, ne? Pa in vedno največkrat. imamo rade končno in zadnjo besedo. Bog ne daj, da mi, to se čuje, mi da imamo ful rada ansamble, mislim, jaz osebno imam rad tudi, poleg fantovskega pesma, petja, tudi ansamble, kjer imajo pevko in to se fajn čuje, ampak res nekako, mislim, da je tudi nesmiselno po tolikih letih v čem takem razmišljati oziroma spreminjati sestavno. Če zadeve klapajo, naj kar tako ostane. Mi pa si zdajle privoščimo tisti čudovit valček, o katerem smo že prej govorili, torej naj valček leta 2016, če lahko bi me slišala. Včasih mislim, da Bog mi je glas podaril za to, da pel bi za njo in da pesmi ljubezen rodi, da brez nje se prav nič ne zgodi. Včasih čutim, da v prsih tišči me nekaj duši, zato ker je ni. Gledam vrata, ki se ne odpro, čakam noč za nočjo. Včasih tečem po istih stezah in nosil lahko bi njo na rokah, a v spominih vse bolj mi bledi, vse bolj drobna in lahna se zdi. Včasih rad bi veselo zapel, pozabil na vse, se dobro imel, a brez nje nič me ne veseli, vse se prazno mi zdi. Če lahko bi me slišala, če še tu bi z menoj bila, glavo kodrasto bi nagnila, po strani me gledala. Še pogrešam sijaj v očih, še pogrešam iskren nasmeh, naj gre pesem za njo po tistih neznanih potih. Včasih tečem po istih stezah in nosil lahko bi njo na rokah, a v spominih vse bolj mi bledi, vse bolj drobna in lahna se zdi. Včasih rad bi veselo zapel, pozabil na vse, se dobro imel, a brez nje nič me ne veseli, vse se prazno mi zdi. Če lahko bi me slišala, če še tu bi z menoj bila, glavo kodrasto bi nagnila, po strani me gledala. Še pogrešam sijaj v očih, še pogrešam iskren nasmeh, naj gre pesem za njo po tistih neznanih potih. Pogrešam sijaj v očih, še pogrešam iskren nasmeh,
naj gre pesem za njo po tistih neznanih potih. Tako, spoštovani gledalci, še vedno spremljate oddajo Najvižja in zdajle imamo še eno prijetno nalogo, draga fanta. Poslali bomo pozdrave še enkrat iz našega studia na Štajersko in sicer pa zdajle pozdravljamo Alfija Nipiča, ki je v bolnišnici, zelo dobro okreva po svoji bolezni in mi mu seveda želimo vse najboljše in mu pošiljamo najlepše želje, da čim prej okreva. In prej sta mi nekaj zanimivega povedala, ne? Z Alfijem se poznate? Tako, poznamo se, ga zelo spoštujemo, to je velik človek, veliko je naredil za glasbo in ga tudi midva lepo pozdravljamo in mu želiva čim prejšnje okrevanje. Drugače pa je naš prejšnji član ansambla, s katerim še vedno aktivno sodelujemo, ampak je on na uni strani odra, ker je naš ozvočevalec. Torej, Bojan je pravzaprav sosed od Alfija, no? Iz Jarenine tam in mi smo imeli vsa leta dejansko 100 metrov od Alfijeve hiše vaje in mogo je poslušati, kako smo fušali na začetku. Zato se Alfi ti upravičujemo. Ker Alfi nas namreč zdaj tudi spremlja. Se vem, zato pravim tako, ampak ja, bilo je zanimivo, no? Zanimiva izkušnja. Ja, super. Svet je res mali, ne? Na koncu vsakogar že skoraj pozna in z njim sodeluje v tej naši lepi Sloveniji. Draga moja gosta, zdaj imam pa jaz za vaju eno prošnjo. Verjamem, da bodo vse gledalke tudi zelo vesele. Vem, da ste taki ubrani, zelo dobri pevci. A bi vidva zdaj tako spontano meni nekaj zapela pa našim gledalcem? Zdaj pa naj dobro na levi nogi, ne da? Mislim na levi. Skoraj ne verjamem, no, ampak... Z veseljem, recimo, ker je taka zimski čas zunaj in snežinke letijo, ne bomo nekaj domačega, ampak belo snežinko mogoče. Ja, odlično. Recimo, malo refrena, ne tako. Bela snežinka, ki pada, spominja me na te in na vse tiste dni, noči. Ja, bravo. To je bilo čudovito in verjamem, da smo zdaj našim gledalcem polepšali tale četrtkov večer v oddaji Najvižja. Hvala lepa še enkrat za tole. Zdajle pa urca sicer še ni polnoči, ampak mi si bomo pa zdaj vseeno privoščili eno vašo skladbo s takim naslovom, a ne? Ja, to je pa priredba, original je izvajalec te skladbe Dadidas. Mi pa smo naredili priredbo in spremenili to pesmico v polko in ja, mislim, da je super ratalo. Odlično, se veselimo. Torej, ob polnoči ansambel Naveza in ena vesela polka. Zavrtijo naj te roke moje, melodija po telesu poje. Kdaj bo konec te strasti? Zgubiš na meni roke svoje in znorijo divje misli tvoje. Je tole vljudnost ali cilj? Iz rokava potegni vse adute, da ne grem po svoje. In me prepričaj, kot vojska je rekrute, zate vredno umreti je. Zaljubljena ob polnoči, ob enih naj se že zgodi, a ko pa pride ura 3, sva brez moči. Zaljubljena ob polnoči, ob 5 se še ne da ni, naj traja noč, čeprav pogrešajo te vsi. Zavrtijo naj te roke moje, naj znorijo divje misli tvoje. Znova sva dosegla cilj. Iz rokava potegni vse adute, ne morem več po svoje. Prepričan sem do zadnje minute, dihal bi misli tvoje. Zaljubljena ob polnoči, ob enih naj se že zgodi, a ko pa pride ura 3, sva brez moči.
Zaljubljena ob polnoči, ob 5 se še ne da ni, naj traja noč, čeprav pogrešajo te vsi. Ob 5 se še ne da ni, naj traja noč, čeprav pogrešajo te vsi. Naj traja noč, čeprav pogrešajo te vsi. Pozor, pozor, četrtkova oddaja najvižja in zdajle bomo pa res nekaj zanimivega predebatirali s fantoma. Prepričana sem, da nas lahko še kako dodatno presenetita, čeprav sta že veliko kaj danes nocoj povedala, pa vseeno me zanima, kakšna taka smešna, humorna anekdota iz odra, ki se vam je pripetila in bi zanimala naše gledalce, da jih malo nasmejimo v teh resnih časih. Pa mogoče Iztok Ne, kar Jure, ne začne, on je tak, je že prej rekel, da je to mes povedal, to ne povej ti. Dej, povej. Že več kaj je bilo, ampak ja, mogoče najbolj zanimivo, ker smo prej bili pri pesmi, če lahko bi me slišala, ne valček, ki smo ga odigrali 500krat in ne vem, kaj ne rečem, glavnem. Tak zelo ganljiv, ne? Ganljiv in že imaš tu pri uhi ga, pa že vse posoto, ne. In smo na enem uživo nastopu, na enem koncertu to skladbo tudi seveda igrali. Poskušali smo jo tudi peti, ampak jaz sem pozabil besedilo. Fora v tem, da bil je uvod, jaz sem že v glavnem publiko povabil, da lahko pomagajo z nam, valče gremo, in naš Mitja lepo zaigrati z občutkom uvod. Jaz sem mislil, kako bom zdaj lepo zapel, potem je bilo... Je še bila, čekaj, prva je še bila včasih. Včasih mislim, da Bog mi je glas podaril za to, da pel bi za njo, pa tema, 2 kitici. In kakšna je bila improvizacija? To je bil, ne povem, da takega aplauza še nismo doživeli. Bilo je zanimivo, meni je bilo tako nerodno, itak se potim, ampak za Švico sem še bolj, no dajmo publika, gremo, da bi ne pogruntali, da si jaz In za publiko to ni bil noben problem? In ni bil tak problem, ne, bil je pa zame. Hočem povedati, kako zanimivo, kaj se živemu človeku vse zgodi. Drugače pa je bilo že vse, igrali smo, ne vem, na kakem praznovanju, smo že pustili tudi, jaz sem enkrat šefu, enemu gostincu, spustil voz na avto, pa ne za nalašč, in pustil špil tam, potem Mitja je prevrnil projektor, ko so imeli neki, in je spet pustil malo denarja, tam, da mi smo ful dobrodelni, na špili. Ja, kapo dol in to tudi brez problema priznate, ne? Ja. Kaj pa Iztok, morda še Iztok? Pa teh prigod je toliko pri nas res... Kakšna kratka, sladka, taka, ki ni za vsakega, samo za naše gledalce in gledalke, pa zame. Ja, dobro, lahko to povem, da je bila tako smešna. V Kanadi, ko smo igrali, v bistvu, mi smo si vsi odnesli s sabo denar, ne, koliko pač vsak si je mislil, koliko bo zapravo. Mi smo gore nekaj sicer zaslušili in potem smo videli z Juretom vsako večer biljard nažigala. Gremo, daj $10, $10. In jaz sem vsaki večer zgubil. Mislim, da smo pustili enih slabih $100 in pol je Jure že bil tako verjetno tisto, tako prav smilo sem se mu verjetno, daj greš še eno in pol smo šla še eno, da sem pol jaz ene 3-4 zmagal, na koncu smo po biljard kroglo razbila. Tako da nismo mogli pol do konca odigrati več. Se zgodi tudi najboljšim in zdajle smo se od srca nasmejali vašim anekdotam in to pomeni zvrhan koš zdravja v celem decembru, pa še v naslednjem letu. Ja, res je. Zdajle pa spet glasba in čudovit valček z naslovom Če želiš in seveda v izvedbi ansambla Naveza. Tale večer bi rad preživel s teboj, dekle. Vsako minuto težje sem tvoj prijatelj. Vina si bom nalil, rahlo se z njim obil. Strahu, da boš odkimala in te bom zgubil, da bom zapravil to lepo prijateljstvo.
zavozil slepo bi ulico. Zbiram besede, v sebi tako počutim se, kot hazarder, ki stavi na eno karto vse. Zdaj pred teboj stojim, bitko se boj borim, vino v kozarcu me je izdalo, da drhtim. Gledava se v oči, malo se mi zazdi, da prav tako kot jaz čutiš tudi ti. Če želiš, da bom tvoj, me poljubi za vse dni, mi zvestobo obljubi, da ne bom se tolažil pri drugi, ko mi ti boš zlomila srce. Želiš, da bom tvoj, me poljubi in odslej bova eno srce. In odslej bova eno srce. Ja, je že res, ne, da v dobri družbi čas pač hitro teče in mi smo v zadnjem delu današnje oddaje Najviža. In ja, jaz imam pa še cel kup vprašanj, ne? Na plan z njimi. Prvo vprašanje, res sem radovedna, če bi morala izbrati najvižjo ali pa najnarodno zabavno skladbo na slovenski glasbeni sceni, katera je vajna najljubša? Lahko skupna, lahko od vsakega posebej. A imate kakšno izbrano? Da komaj čakate, da jo odigrate na kakšnem špilu, recimo? Ja. Takoj, kot si postavila to vprašanje, sta se mi dve pojavili v mislih in to Čebelar in pa Na Golici, recimo. To je Pa po mojem. Iztok? Pa mogoče skladbo, ki jo res komaj čakam, da jo zaigramo, so Mačice. Meni so Mačice zelo všeč. Kot skladba, seveda, teh rastlin pa to ne poznam toliko, ampak zato se ne spuščal to, drugače pa skladba Mačice, to je meni, ne vem, ta Juretov vokal pol v tistem refrenu, ne vem, sede. Ja. Sede, no, Sede. to bi rekel. Tudi meni je to všeč. No. In verjamem, da sede tudi tistim, ki jo poslušamo. Kaj pa, kako gledate na to, ne? Sta mlada, vsi smo še mladi, ampak se mi zdi, da te še mlajše generacije, ne, pa sploh včasih se mi zdi, da so se eni kar malo sramovali narodno-zabavne glasbe. Ampak se mi zdi, da se ti časi nekoliko spreminjajo. A imam prav? Se mi zdi, da tudi mladi so začeli nekako bolj čutiti to našo glasbo. To je ponos slovenstva, ne? Ja, jaz mislim, da kar se tiče sramu, to res na narodno-zabavno glasbo, to res seže daleč nazaj. Če se jaz spomnim svojih otroških let, pa pol, ko sem hodil v osnovno šolo, recimo, sem začel igrati harmoniko, se res tega nikoli nisem sramoval, pa nikoli nisem imel občutek, da je to zapostavljeno. Sicer sem imel sošolce, ne vem, rockerje in ne vem, kaj so bili metalci, vse, ampak jaz nisem imel takega občutka. To pomeni, da je verjetno že to še bolj nazaj bilo to goveja muzika, ko so govorili, ne. Kar se pa tiče zdaj mladih, pa vidimo, da je mogoče čist drug stil glasbe, ne, delajo. Bom rekel, vse je narodno zabavno, ampak je veliko teh zabavnih... Narodno zabavna na bolj moderen način, na bolj modern način. Mi skušamo, bom rekel, ohranjati neko vez med
tem, kar je sedaj in tudi s tradicijo. Ne? Mi imamo ful radi ljudske skladbe in hočemo nekaj vmes staviti. Nočemo se prepustiti čist temu novemu trendu, ampak smo še vedno. Moj poklon in gledalci vam verjetno zdaj le ploskajo, tako je tudi prav, da ohranjamo to našo tradicijo in smo seveda ponosni na narodno zabavno glasbo. Moramo za konec spomniti še enkrat, da jutri naše gledalce čaka presenečenje. Res je, vsi fantje že kome čakamo, pa mislim, da tudi drugi del, bom rekel, kako se že temu reče, tega sodelovanja, no bom tako rajši rekel, da že vsi skupaj kome čakamo jutrišnjo premiero, to pomeni, mislim, da je kako smo rekli, o 5 ali 6? Tako 5. O 5 uri, se pravi 3.12., to je jutri. Božična skladba. Torej, ki je na Facebook profilu, verjetno vas lahko Facebook, spremljamo. Instagram, YouTube bo seveda posnetek pa to, tako da mi bomo pa seveda pridno vsi delili. Odlično. Nekaj na kratko, samo prej, da se ti posloviš. Naj povem, da je naša Anja danes prišla v oddajo z zlomljenim prstom. Prišepala je, na eni nogi je prišla. Jaz, ko sem jo videl skozi okno, se me je zasmilila. In sem res hvaležen, Anja. Anja, dobro se držiš. Po eni nogi za oddajo Najviža in za tako krasno družbo v studiu z ansamblom Naveza. Hvala tudi tebi za dobro družbo. Z veseljem pa upam, da se še kdaj oglasita. Morda za konec samo še kakšne lepe želje, glede na to, da smo v veselem decembru za naše gledalce. Veliko zdravja, to je osnova. Moraš imeti tudi nekaj sreče, pravijo, a ne? In pa veliko veselja in pozitivnih misli. Mislim, da bo te krize enkrat konec in da bomo zaživeli tako, kot je treba. Zagotovo. S tako lepim sporočilom zaključujemo nocojšnjo četrtkovo oddajo Najviža. Hvala za vajino družbo in vse dobro, pozdrav tudi preostalima 2 članoma ansambla. Hvala lepa. Srečno pot domov. Dragi gledalci, drage gledalke, hvala pa seveda tudi vam za pozornost, za odlično družbo in seveda se kmalu ponovno vidimo že v četrtek. Zdaj pa zaključujemo skladbo, ki nosi zanimiv naslov. Lunca sije, ne? Sicer ne vemo, če je zunaj lunca, bomo pa kmalu videli, ne? Zagotovo pa je zunaj že temno, je noč. Želim vam prijeten večer še naprej in pazite nase ter radi in lepo se imejte. Lahko noč. Jaz pa dekle poznam, ki nas skrivajo rad imam. In skrajni čas je že, da to izve. Napisal pismo mi ji, a to moderno več ni. Povabil jo na sladoled, a blizu nje sem brez besed. Napisal nočem do nje, ker levi nogi imam 2. Tako nerodno se vrtim, da jo zgubim. Z motorjem peljal bi jo, a žal imam le kolo. Povabil na počitnice, a to brez Svenka pač ne gre. A nekaj lepega znam in kar tako se ne vdam. Ljubezen s pesmijo pod oknom mi pristam. Lunca sije, srček bije, dekle pa spi. Fantje zbrani smo čakali, da se z noči potem pa vzeli lojtrco. Pod njim balkon odnesli jo. Lunca sije, srček bije, dekle pa spi. Pojmo o ljubezni, fantje, da se zbudi, a zlizel gor na lojtrco. Bom jaz samo. Sije, srček bije, dekle pa spi. Pojmo o ljubezni, fantje, da se zbudi, a zlizel gor na lojtrco. Bom jaz samo. Z motorjem peljal bi jo, a žal imam le kolo. Povabil na počitnice, a to brez Svenka pač ne gre. A nekaj lepega znam in kar tako se ne vdam. Ljubezen s pesmijo pod oknom mi pristam. Lunca sije, srček bije, dekle pa spi. Fantje zbrani smo čakali, da se z noči potem pa vzeli lojtrco. Pod njim balkon odnesli jo. Lunca sije, srček bije, dekle pa spi. Pojmo o ljubezni, fantje, da se zbudi, a zlizel gor na lojtrco. Bom jaz samo.
bije, srček bije, dekle pa spi. Pojmo o ljubizni, fante, da se zbudi, a zlizel gor na lojtrco, bom jaz samo. A zlizel gor